Glasovi svetov. Strokovnjaki javnega zdravja svarijo, da so tako imenovane bolezni sodobnega časa že dosegle epidemične razsežnosti. Najpogosteje omenjajo Alzheimerjevo demenco, rakava obolenja, bolezni srca in ožilja, pa tudi debelost in sladkorno bolezen. Slednja bo v središču tokratne oddaje Glasovi svetov. Po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije naj bi sladkorno boleznijo po svetu živelo že več kot 800 milijonov ljudi. Prvi zapisi o njej sicer segajo v čas 1500 let pred našim štetjem, in to v stari Egipt. V sodobni zgodovini pa ji več pozornosti namenjamo od začetka 20. stoletja, natančneje od leta 1923, ko so za izolacijo hormona inzulina in za odkritje njegovega terapevtskega potenciala škotskemu biokemiku Johnu Macleidu in kanadskemu farmacevtu Fredericku Bantingu podelili Nobelovo nagrado. V 21. stoletju pa se je sladkorna bolezen v središču strokovne in širše svetovne javnosti znašla še zlasti po zaslugi zdravilne učinkovine semaglutid, ki se je izkazala kot zelo učinkovito zdravilo, ki topi odvečne kilograme. Sladkorno bolezen lahko obvladamo ali celo pozdravimo, pravi sogovornik tokratne oddaje Glasovi svetov, zdravnik, predavatelj in raziskovalec dr. Andraž Stožer. Poklical sem ga v Maribor. Vabim vas, da prisluhnete pogovoru, v katerem bo sogovornik osvetlil različna vprašanja, ki sladkorno bolezen in druga obolenja sodobnega časa postavljajo v novo luč. Dr. Andraž Stožer, dober dan, lep pozdrav v Maribor. Dober dan in lep pozdrav iz Maribora v Ljubljano. Mesec avgust se zaključuje, poletja je samo še nekaj tednov, začenja pa se novo šolsko, pa tudi študijsko leto. Predavate in raziskujete na Mariborski medicinski fakulteti, vodite Inštitut za fiziologijo in ste tudi nosilec predmeta fiziologija. Ali je jesenski izpitni rok že v polnem teku? V katerem letniku je pravzaprav predmet fiziologija, v sklopu katerega študenti spoznajo, kako deluje človeško telo? Verjetno že kar v prvem letniku, če pa ne v prvem, pa verjamem zelo na začetku. Ja, za študente medicine je predmet fiziologija na mariborskem študijskem programu v drugem letniku, in sicer čez celo leto, torej preko obeh semestrov, in je z 20 kreditnimi točkami tudi najobsežnejši predmet v celotnem študijskem programu. Na Dunajski medicinski univerzi, kjer pa tudi redno gostujem z seminarji, pa imajo ta predmet v letnem semestru v prvem letniku. Tako da, ne glede na državo in študijski program, je seveda kot bazični predmet fiziologija tipično bolj na začetku in v zelo velikem obsegu. Če pa se še vrnem k čisto prvemu delu vprašanja, ja, priprave na zdaj jesenski izpitni rok so v polnem teku, študentje so se tudi oglasili na govorilnih urah, nekatere še čaka predizpitni kolokvij, preden lahko sploh pridejo na izpit, sicer pa je potem izpit v prvem tednu v septembru. Doktor Stožer, tema najinega pogovora bo sladkorna bolezen. Vse lahko rečem, da je ta del vašega najožjega ali pa ožjega raziskovalnega področja. Ja, točno tako. Preko v bistvu 20 let v ekipi na Inštitutu za fiziologijo tradicionalno študiramo sladkorno bolezen, predvsem tisti del te bolezni, ki je v povezavi s trebušno slinavko. V zadnjih letih pa smo v večji meri dodali tudi nekatere druge vidike trebušne slinavke, predvsem tiste, ki so v zvezi tudi s tako imenovanim eksokrinim delom, torej s tistim delom, ki izloča trebušno slino in skrbi za prebavo energijsko bogatih molekul. O trebušni slinavki bova podrobneje govorila malo kasneje.
Zdaj najprej o sladkorni bolezni. Breme te bolezni je zelo veliko. Svetovna zdravstvena organizacija je celo pred slabim letom, novembra 2024, na osnovi podatkov iz revije Lancet objavila, da po svetu živi sladkorno boleznijo že več kot 800 milijonov ljudi. Da se je ta številka povečala za kar 4-krat v samo nekaj desetletjih, recimo v 4 od leta 1990. Za sladkorno bolezen sicer pravimo, da gre za eno od epidemij sodobnega časa. Kdaj se je začela ta skorajda eksponentna rast števila bolnic in bolnikov s sladkorno boleznijo? Ja, na to vprašanje je v bistvu precej težko odgovoriti, ker vsaj za obdobja tam pred drugo svetovno vojno ni tako zelo natančnih podatkov, vendar lahko z premislekom in določenim ekstrapoliranjem ocenimo, da je tako imenovana epidemija sladkorne bolezni izbruhnila v 20. stoletju. Že v prvi polovici zagotovo, pa potem v drugi polovici, torej v obdobju, ki ste ga omenili, in več dejavnikov je temu botrovalo in še vedno botruje. Če bi izpostavil dva ključna, je pa to zagotovo podaljševanje življenjske dobe, ker je sladkorna bolezen, ki je v izraziti povezavi z staranjem prebivalstva. Drug ta dejavnik je pa seveda razpoložljivost energijsko bogate hrane, zmanjšanje telesne aktivnosti in rezultat teh dveh je tako imenovana pozitivna kalorična bilanca, ki potem na nivoju populacij vodi v večji delež ljudi z prekomerno telesno maso ali debelostjo, kar pa je poleg staranja torej drugi glavni dejavnik tveganja za nastanek sladkorne bolezni. Tudi za debelost pravijo nekateri strokovnjaki, da gre za pravo epidemijo. Pa me zanima, v čem se ta tako imenovana epidemija sladkorne bolezni razlikuje od teh drugih epidemij, ki jih ne povzročajo mikroorganizmi, torej virusi, bakterije. Omenili ste epidemijo debelosti, nekateri rečejo, da gre tudi za epidemijo rakavih obolenj, epidemijo Alzheimerjeve demence. Katere so te razlike med temi epidemijami ali pa njihove skupne točke, kateri skupni imenovalec? Tem slednjim pravimo tudi nenalezljive bolezni, zato da je ta ločnica do mogoče lažje odkritih nalezljivih bolezni še bolj jasna. Torej, ključna razlika je ravno v dejavniku, ki je ključni vzročni dejavnik. Pri nalezljivih boleznih, ki jih poznamo iz preteklosti in od katerih smo nekatere uspeli izkoreniniti ali s katerimi se vsaj lahko zelo učinkovito spopadamo na ravni populacij s pomočjo cepljenja, zgodnjega odkrivanja, antibiotikov, zdravil proti virusom in tako naprej, je za te nenalezljive bolezni tipično, da je vzročni dejavnik bolj kompleksen, da zahteva seveda za pojasnitev zveze med enim ali več dejavniki in boleznijo bolj zahtevne eksperimentalne metode in sladkorna bolezen tipa 2, pa tudi tipa 1 je tipičen primer takšne bolezni. Lahko bi rekli, da je celo med nenalezljivimi boleznimi skupaj z srčnim popuščanjem ali pa z demenco in tako naprej, sladkorna bolezen tukaj še posebej zahtevna za proučevanje, ker je bolezen presnove v človeškem telesu, za katero velja, da jo je notorično nekako zelo težko proučevati na živih ljudeh in so zato potrebne zelo napredne metode, ki so postale, bi rekel, široko dostopne šele v zadnjih morda 20 do 30 letih. Ampak, kot bova slišala v nadaljevanju pogovora, so tudi te zdaj pri sladkorni bolezni obrodile že sadove in to bolezen razumemo veliko boljše, kot smo recimo pred 3 desetletji. Vendar sem pa kljub temu predvideval, da boste pa rekli, da je skupni imenovalec pravzaprav tak sodoben, nezdrav življenjski slog, ki nas sili v sedenje, v hranjenje. Ja, zagotovo je to en velik skupni imenovalec, ampak seveda med tem dejavnikom okolja in tem, da pride do sladkorne bolezni tipa 2 pri nekem človeku, pa manjka še kar nekaj vmesnih korakov. In ravno ti koraki so tako zahtevni za razumevanje. Vemo, da pri nekaterih ljudeh lahko že razmeroma zgodaj v življenju ob pozitivni kalorični bilanci pride do razvoja debelosti in sladkorne bolezni, pri nekaterih pa tudi ob izraziti debelosti še na stara leta ne pride do sladkorne bolezni. In težko je potem razumeti, v čem se ljudje med seboj razlikujejo.
Na tem mestu bi sicer morala najverjetneje opozoriti na razliko med sladkorno boleznijo oziroma diabetesom tipa 1 in pa tipa 2, čeprav strokovnjaki poznate še druge vrste sladkornih bolezni. Ampak, doktor Stožer, predlagam, da nekako začneva na začetku in vi pravite, da se vse začne pri trebušni slinavki. Zakaj? Ja, tako je. Torej, trebušna slinavka, kot seveda ime pove, je ena od slinavk, bistveno večja in tudi pomembnejša od ustnih slinavk, ki se torej nahaja v trebuhu, natančneje nekako med dvanajstnikom, želodcem in vranico. In kar 95% tega organa, ki je sicer velik tam okrog 100 gramov, obsegajo tako imenovane eksokrine celice. Eksokrine pomeni takšne, ki izločajo navzven, torej te v resnici tvorijo trebušno slino, bogato z encimi, ki so sposobni, potem ko dosežejo preko sistema izvodil dvanajstnik, razgraditi vse glavne družine energijsko bogatih molekul, ki jih uživamo s hrano, torej ogljikove hidrate, beljakovine in tudi maščobe. Preostanek, manjši del po masi organa, torej manj kot 5%, pa predstavljajo endokrine celice, torej celice, ki izločajo hormone v kri, torej v notranje okolje telesa. In te so ključne zato, da energijsko bogate molekule, ki se po razgradnji v tankem črevesu absorbirajo v kri, gredo na prava mesta v telesu. Tukaj je glavni hormon inzulin, ki se izloča iz najštevilčnejših endokrinih celic, ki jim pravimo tudi celice beta. In ta hormon inzulin koordinira shranjevanje energijsko bogatih molekul v glavnih založnih tkivih, torej v jetrih, v skeletnih mišicah, v maščevju, v obdobjih hranjenja in nekaj ur po hranjenju, potem v obdobjih med hranjenji ali celo v obdobjih stradanja, pa koncentracija inzulina tipično pade in to odpre vrata v teh zalogah, da se lahko zdaj energijsko bogate molekule tudi koordinirano na pravilen način porabijo za energijo, kar nam se potem omogoča preživetje lahko nekaj ur med obroki, nekaj dni ali tudi več tednov, kadar stradamo. Glukoza, ki jo uravnava hormon inzulin, je kurivo telesa. Tako je. Energent. Tako, glukoza je eden od najpomembnejših energentov in je tudi zmeraj v središču pozornosti, ko gre za sladkorno bolezen, preprosto zato, ker se je historično kot prva določala, zato ker je določanje glukoze tipično tudi najpreprostejše, ni pa sladkorna bolezen nikakor samo bolezen, ki vpliva na koncentracijo glukoze v krvi, ampak seveda pride do iztirjenja tudi koncentracije ostalih energijsko bogatih molekul, torej tudi do motnje presnove beljakovin oziroma aminokislin in predvsem do motene presnove maščob. Tako da lahko rečemo, da je sladkorna bolezen kar generalna presnovna bolezen, ni samo sladkorna. Obstaja celo en članek, ki pravi, da če bi tisti, ki je diagnosticiral sladkorno bolezen po sladkorju, sam imel slab okus za sladko in boljši okus za mastno, bi morda že takrat sladkorno bolezen preimenovali in bi se v resnici imenovala mastna bolezen. Je pa zgodovina sladkorne bolezni prav gotovo tudi zgodovina hormona inzulina. Za njegovo odkritje sta si Nobelovo nagrado za medicino leta 1923 razdelila dva znanstvenika, dva strokovnjaka, in sicer škotski biokemik John McLeod in pa kanadski farmacevt Frederick Banting. Izolacija hormona inzulina, odkritje, kako deluje in tudi kako bi lahko z njim zdravili sladkorno bolezen, to je zelo pomemben mejnik, ne samo v zgodovini zdravljenja sladkorne bolezni, verjetno tudi mejnik v zgodovini medicine. Ja, zagotovo. Vsaj 20. stoletje je zelo zaznamovano z to tesno povezavo. Če pa se samo na kratko ozreva še bolj nazaj, se lahko tudi vprašava, od kod sploh pride ime diabetes mellitus, kar je strokovno ime za sladkorno bolezen. In ta besedna zveza je stara pa veliko več. Torej, del diabetes najdemo v knjigi Areteja iz Kapadokije, starogrškega zdravnika iz 2. stoletja našega štetja, ki je izbral to besedo, ki v nedoločniku diabainein pomeni pretočim skozi, pretakam skozi ali teči skozi.
in opiše to bolezen kot topljenje ali raztapljanje mišic in okončin v urin. Tako da ima najverjetneje v mislih sladkorno bolezen tipa 1, za katero je značilna izguba telesne mase, predvsem mišične mase in proizvajanje velikih količin urina. Desni prilastek mellitus pa pride iz latinščine, iz 17. stoletja od Thomasa Willisa, znamenitega britanskega zdravnika, ki je pa dodal verjetno ta pridevnik medeni, od latinsko mel, melis za med, zato ker so v tistem času zdravniki urin pacientov dali v usta in ga poskusili in ugotovili, da je pri teh bolnikih z sladkorno boleznjo torej urin sladek. To dodatno potrjuje dejstvo, da obstaja tudi en drug diabetes, ki mu pravimo insipidus, kar po latinsko pomeni brez okusa, ker pri tistih pacientih je okvara nekje povsem drugje in sladkorja v urinu ni. Torej tudi ta povezava med trebušno slinavko, inzulinom in sladkorno boleznijo je že nekoliko bolj stara kot raziskave McLeoda in Bantinga, in ekipi sta zelo pomagali tudi Best in Collip in še številni drugi, ampak vsaj z Bestom in Collipom sta prvo imenovana tudi podelila vsak polovico svoje finančne nagrade. Že sredi 19. stoletja in še celo malo prej so predvsem nemško govoreči znanstveniki z področja Švice, Južne Nemčije pokazali, da pri psih, ki jim odstranijo trebušno slinavko, pride do klinične slike sladkorne bolezni. Vendar pa je bilo zelo težko ugotoviti, kaj točno v trebušni slinavki je tisto, kar je zadolženo za tvorbo inzulina in za preprečevanje torej nastanka sladkorne bolezni. In ta pristop kanadske ekipe je verjetno bil zelo ključen za to, ali pa tako uspešen za to, ker so najprej v prvem koraku psom, ki so jih proučevali, zavezali eksokrini del trebušne slinavke. To povzroči, da se trebušna slina več ne more izločati, da naraste pritisk v sistemu izvodil in da eksokrini del propade. Namreč to potem pomeni, da ostane v trebušni slinavki bolj ali manj samo endokrini del in je po žrtvovanju psa recimo in izolaciji trebušne slinavki lažje izolirati potem tudi hormone iz endokrinega dela oziroma iz Langerhansovih otočkov. Sicer namreč si lahko poslušalci predstavljajo, da je ta okolišni del, za katerega sem prej rekel, da predstavlja 95% vsega tkiva, ena tempirana bomba, polna encimov, ki lahko razgradijo tudi same hormone, ki jih tvori endokrini del. Tako da je ta eksperimentalni trik bil pravzaprav zelo pomemben najprej pri razjasnitvi te povezave, v prvih letih pa tudi pri pridobivanju inzulina za uporabo v klinični praksi, kajti precej časa se je uporabljalo goveji inzulin, ki je dovolj podoben človeškemu, da seveda deluje tudi na naših receptorjih za inzulin, in pri govedu je seveda jasno, da gre za veliko večja bitja z večjo telesno maso, z večjo maso trebušne slinavke in posledično z večjo maso celic beta, ki proizvajajo inzulin. Prav tako pa so od goveda na začetku jemali seveda trebušne slinavke telet, ki hitro po skotitvi še nimajo zelo razvitega eksokrinega dela, torej tega, ki potencialno lahko razgradi hormone. Tako da so dobili čim bolj čiste preparate, čim večjih količin inzulina. Zdaj sta se mi postavili dve vprašanji. Ali tudi sladkorno bolezen tipa 2 lahko zdravimo z inzulinom, ali je inzulin rezerviran samo za sladkorno bolezen tipa 1? To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa je, ali je potem sladkorna bolezen tipa 1 bolezen, ki človeštvo spremlja že vse od začetka, sladkorna bolezen tipa 2 pa bolezen sodobnega časa, torej stara 1000 let ali nekaj več. Zelo dobro. Torej, sladkorna bolezen tipa 1 je po svoji naravi avtoimunska bolezen. Tipično pri človeku izbruhne že v obdobju otroštva ali adolescence in ponavadi sledi kakšnemu virusnemu vnetju, ki se razvija v telesu. Predvsem je tukaj tesna povezava z določenimi virusi, ki prizadenejo prebavni trakt. Verjetno zato, ker ob imunskem odgovoru na te viruse telo proizvede protitelesa in tudi druge elemente imunskega odziva, recimo nekatere limfocite, ki potem navzkrižno po pomoti prepoznajo tudi določene elemente iz endokrine trebušne slinavke in jo zato napadejo. In upravičeno
sklepamo, da je ta bolezen v približno enaki meri, nikakor ne nujno v celoti, ampak v približno enaki meri prisotna že od nekdaj. Sladkorna bolezen tipa 2 pa je seveda zato bolezen sodobnega časa, ker preprosto nekoč starih in debelih ljudi praktično ni bilo. Mogoče kje med plemstvom na dvorih, v splošni populaciji pa niti enih, niti drugih, kaj šele kombinacije, seveda ni bilo mogoče najti. Kar se pa tiče drugega dela, seveda pri zdravljenju sladkorne bolezni tipa 1, kjer gre za praktično popolno uničenje celic beta in s tem popolno odsotnost ali skoraj popolno odsotnost hormona inzulina, ni zaenkrat druge rešitve kot zdravljenje z nadomeščanjem inzulina. Pri sladkorni bolezni tipa 2 pa se tipično vse v prvih fazah bolezni poskuša z drugimi zdravili, kajti tak človek še ima celice beta, lahko jih ima celo več kot normalen posameznik in se skuša te celice beta ali prepričati, da izločijo več inzulina, ali pa se uporablja zdravila, ki delujejo tako, da bi se telo na ta inzulin boljše odzvalo. Velikokrat pa, predvsem v poznih fazah bolezni, lahko tudi pri bolnikih z sladkorno boleznijo tipa 2 pride do tako imenovanega izčrpanja celic beta in njihovega propada, tako da tudi njihova masa postopoma pada, s tem pa količina v telesu nastalega in izločenega inzulina, in je takrat pri številnih bolnikih, predvsem v kasnejših fazah zdravljenja, treba pomagati z dodajanjem inzulina. Dr. Stožer, semaglutid. Zdravilo za sladkorno bolezen, ki zdaj svetovno prepoznavnost gradi zlasti na tem, da učinkovito topi odvečne kilograme, vedno bolj se namreč uveljavlja kot zdravilo za debelost. Zelo zanimivo vprašanje in zelo me veseli, da ste omenili, da učinkovito topi odvečne kalorije oziroma zaloge le-teh v obliki maščeva, kajti to je verjetno najpomembnejši vidik delovanja tega zdravila. Čeprav pri samem odkrivanju, zgodnjih začetkih tega zdravila, to nikakor še ni bilo tako zelo jasno. To zdravilo namreč deluje po principu tako imenovane molekularne mimikrije. Mimikrija je sva posnemanje nečesa, spomnimo se na paličnjaka, ki izgleda kot palčka in se s tem skriva pred potencialnimi plenilci. No, pri zdravilih pa molekularna mimikrija pomeni, da neka aktivna snov oponaša dovolj dobro strukturo neke telesu lastne snovi in sicer dovolj uspešno, da se lahko potem veže na določene receptorje v človeškem telesu po principu ključa in ključavnice. Torej, semaglutid posnema en telesu lasten hormon, ki mu pravimo glukagonu podoben peptid. Zaradi angleškega originala glucagon-like peptide se ta hormon okrajša tudi kot GLP-1. Sprošča se iz stene tankega črevesa, ko pride v tanko črevo hrana in v normalnih razmerah potuje do celic beta in jih pripravi na to, da bo treba izločiti več inzulina. In to je bila osnovna ideja raziskovalcev, ko so iskali potencialne aktivne snovi, ki bi učinkovito spodbudile celice beta, da izločijo več inzulina. In to je še zmeraj tudi eden od ključnih mehanizmov delovanja semaglutida in ostalih tako imenovanih agonistov na receptorjih GLP-1, ampak ne edini. Za klinično prakso in za to, da se lahko zdaj uporablja to zdravilo tudi za zdravljenje debelosti in morda še za nekatere druge bolezni, je potem spoznanje, da hormon GLP-1 ne deluje samo tako, da spodbuja celice beta, da izločajo inzulin, ampak deluje tudi na steno želodca, tako da se ta počasneje prazni in zato ima človek dalj časa občutek, da je sit. Pri nekaterih, morda bolj občutljivih posameznikih se lahko uporabi zdravila, celo pojavi slabost in občutek prenapolnjenosti, kar delno razloži seveda manjši apetit in manjši vnos hrane po zdravljenju s tem zdravilom. Prav tako pa GLP-1 deluje direktno na možganske centre za uravnavanje apetita in sicer spodbuja nevrone, ki signalizirajo sitost in inhibira nevrone, ki signalizirajo lakoto, tako da je uspeh tega zdravila seveda moč pripisati vsem tem mehanizmom. Pričemer je pri sladkorni bolezni seveda pomemben tudi vidik spodbujanja celic beta, da izločijo več inzulina. Kot bomo pa kasneje razložila, je pa tudi za dolgoročnost uspeha pri sladkornih boleznih verjetno ključen ta učinek na zmanjšanje telesne mase zaradi zmanjšanja energijskega vnosa z manj hrane.
Kako vi spremljate, lahko rečem kar evforijo, kar se tiče zdravil, ki vsebujejo učinkovino semaglutid? Zdravila v lekarnah velikokrat sploh ni tako veliko je povpraševanje po njem. Ja, seveda je zdravilo izjemno učinkovito in tudi terapevtski uspeh je zavidljiv, vendar je težava v tem, da že iz preteklosti vemo, da zmanjšanje telesne mase, ki je povzročeno s pomočjo kakšnega zdravila, ponavadi ni tako dolgotrajno, kot je zmanjšanje telesne mase, ki je posledica odločitve posameznika in sodelovanja posameznika pri izgubi telesne mase. Torej, ključno za to, da se sladkorna bolezen, ki je dolgo veljala za nepovratno in kronično napredujočo bolezen, ki zelo skrajšuje življenje in je povezana s številnimi zapleti, da jo lahko danes razumemo že kot potencialno reverzibilno bolezen ali celo ozdravljivo za nekaj let, je spoznanje, da je treba zmanjšati telesno maso. In to zmanjšanje telesne mase je najučinkovitejše in najdolgotrajnejše, če se vzpostavi v tesnem sodelovanju med bolnikom, njegovim družinskim okoljem in terapevtskim okoljem, od zdravnika do sester, recimo v Sloveniji v referenčnih ambulantah, kajti skozi ta proces se bolniki naučijo nekaj o tem, kaj vsebuje kalorije, kaj je zdravo, kaj ne, koliko hrane potrebujejo, in ko enkrat uspejo zmanjšati telesno maso, so zato tudi bolje psihološko in motivacijsko opremljeni, da to novo, nižjo telesno maso vzdržujejo. Pri semaglutidu in pri nekaterih drugih podobnih zdravilih pa se pogosto po prenehanju jemanja pojavi povratek nazaj k prejšnji telesni masi. Poslušalke in poslušalci, poslušate oddajo Glasovi svetov. Z nami je profesor dr. Andraž Stožer, predavatelj in raziskovalec na Mariborski medicinski fakulteti. Njegovo ožje raziskovalno področje je trebušna slinavka in pa tudi sladkorna bolezen. Kako bi lahko obvladovali ali celo pozdravili sladkorno bolezen? S tem vprašanjem se ukvarjajo številni strokovnjaki in znanstveniki po svetu. Kakšna pa so izhodišča vaše raziskovalne skupine na Inštitutu za fiziologijo v Mariboru, dr. Stožer? Naša raziskovalna izhodišča gredo v zadnjih letih v 3 smeri. Prva smer je, da skušamo poglobljeno razumeti, kako celice beta sploh delujejo v normalnih okoliščinah in kaj točno in kdaj v procesu nastajanja sladkorne bolezni gre v njih narobe. Tukaj si obetamo seveda, da bi našli potencialne nove tarče za zgodnje odkrivanje in tudi zdravljenje. Zelo tesno povezan s to smerjo je drugi cilj ali druga glavna smer raziskovanja v zadnjih letih. To je, da imamo na inštitutu živalske modele sladkorne bolezni tipa 2, predvsem take zelo relevantne, kjer živali damo na zahodnjaško dieto in v nekaj tednih razvijajo debelost in sladkorno bolezen tipa 2. In potem gledamo, kdaj v procesu nastajanja sladkorne bolezni tipa 2 je ta bolezen še reverzibilna ali povratna. Torej, če ilustriram s konkretnim primerom, če damo kohorto miši na zahodnjaško dieto, te miši že po 4 tednih, še bolj pa po 8 tednih razvijajo prav polno izraženo sladkorno bolezen, in če jih v tem obdobju damo na dieto, torej jim zmanjšamo vnos kalorij, recimo za 1 teden samo na 1/3 kalorij, ki so jih uživale sicer, potem vse te miši popolnoma izgubijo sladkorno bolezen, lahko bi rekli ozdravijo. In če jih vzdržujemo na normalni dieti in na normalni telesni masi, to vsaj nekaj tednov vztraja. No, tretja smer raziskovanja pa gre v to, da skušamo poleg miši razumeti tudi delovanje tkiva pri nekaterih drugih živalskih vrstah, ki so raziskovalno zelo zanimive, in tudi na človeškem tkivu, in to so nekako 3 glavne smeri. Izsledke raziskav pa objavljate v uglednih znanstvenih revijah. Da, zdaj srečo imamo, da imamo v naši ekipi najprej ljudi, ki imajo zelo komplementarna znanja, torej smo zelo interdisciplinarni. Po izobrazbeni strukturi najdete pri nas doktorje medicine, doktorje veterinarske medicine, biologe, kemike, računalničarje in fizike, in to nam omogoča, da seveda izvajamo zahtevne eksperimente z zahtevnimi eksperimentalnimi metodami in da tudi znamo zelo dobro analizirati podatke. Hkrati pa imamo to srečo, da smo
v zadnjih letih vzpostavili močno mednarodno mrežo, brez katere danes, vsaj na našem področju, skoraj ni več mogoče doseči objav v najuglednejših mednarodnih revijah. Torej, če izpostavim mogoče eno objavo izpred par let v reviji Diabetes, tam je bila ključna povezava z kanadsko ekipo okrog profesorja McDonalda, preko katere smo dobili dostop do človeških Langerhansovih otočkov in seveda uporabili naše metode analize tudi na teh otočkih. Prav tako potem sodelujemo z ekipami iz Švedske, iz Avstrije, iz Madžarske in tako naprej. Nekaj vaših člankov sem prebral, sploh teh zadnjih, ali sem prav izluščil, da je delovanje trebušne slinavke, pravzaprav, da je trebušna slinavka nek zelo kompleksen sistem in da ta besedna zveza kompleksen sistem ima v vašem primeru več pomenov. Zdaj vas pa prosim za razlago. Že sam Langerhansov otoček je izjemno kompleksen sistem. In kaj to pomeni? V splošnem bi lahko rekli, da je kompleksen sistem nek sistem, ki pokaže, takrat, ko njegove elemente proučujemo tako, da so sklopljeni, nekaj lastnosti, ki so več od samo vsote posameznih sestavnih delov. Torej, v enem Langerhansovem otočku, pri miši, pri človeku, tudi pri številnih drugih vrstah, najdemo okrog 1000 recimo celic beta. Vsaka od teh celic se je v principu sposobna odzvati na glukozo in na tudi druge energijsko bogate molekule, na nekatere hormone, kot je GLP-1 in še na kaj drugega, seveda tudi na nekatera zdravila, s tem, da izloči inzulin. Ampak, če gremo pogledat 1000 izoliranih celic beta, potem ugotovimo, da ob stimulaciji z neko dano koncentracijo glukoze iz teh celic recimo dobimo v nizkih koncentracijah glukoze več inzulina, kot v primeru, da so te celice sklopljene, ko pa stimuliramo z visoko koncentracijo glukoze, pa dobimo iz izoliranih celic dosti manj inzulina, kot pa ga dobimo takrat, ko so te celice sklopljene skupaj. In kako bi se to lahko razložilo? Seveda stvar je, da ko so sklopljene skupaj in povezane med seboj, lahko tiste manj aktivne zavirajo aktivnost nekaterih bolj aktivnih, ki bi že pri nizkih koncentracijah glukoze izločale inzulin. Ko pa celice spodbudimo, pa se lahko preko povezav, ki jih imajo, med seboj dogovorijo, da bodo vse izločale skupaj in v resnici izločajo skupaj, celo na tak zelo lušen pulzatilni način, torej v obliki izbruha aktivnosti in potem inzulin 3, 4, 5 minut izločajo, pa ga potem nekaj časa ne in potem spet ga in ga spet ne in tako naprej, kar je tudi ena od lastnosti, ki je recimo ne kaže sistem izoliranih celic, ampak samo Langerhansov otoček z sklopljenimi celicami beta. In zdaj si lahko predstavljate, da dokler so lahko eksperimentalno proučevali samo izolirane celice beta, seveda niso mogli vedeti za te nove lastnosti, ki jih kažejo celice beta, ki so sklopljene. In tukaj pride v igro naša metodologija. Mi namreč pripravimo tkivo na način, da še žive celice v tkivu, torej sklopljene v Langerhansovem otočku in tudi še ta otoček je obdan z eksokrinim delom, narežemo. Narežemo na tako imenovane tkivne rezine, potem zelo hitro pobarvamo z barvili, ki ne škodujejo celicam beta in gledamo lahko več 100 celic naenkrat. In ko jih stimuliramo z glukozo, vidimo, kako se nekatere prižgejo malo prej in kako potem v minuti, 2, 3 aktivirajo tudi ostale in kako po 5 minutah recimo začnejo delati skupaj kot en orkester, usklajeno in seveda lahko vidimo tudi, kadar tkivo izoliramo iz miši, ki so debele in imajo sladkorno bolezen, da to ne funkcionira na ta način in da nekaj s to komunikacijo med celicami beta ne štima. Delovanje trebušne slinavke ste nam zdaj prikazali in pa povečali z mikroskopom, kaj ne? Ja. Gre v osnovi za optični mikroskop, kot so v osnovnem principu bili tudi nekateri najstarejši mikroskopi, vendar ima sva to lastnost, da ima zelo dobre leče in zelo dobre zaslonke in je sposoben oster del slike omejiti na zelo, zelo tanko optično rezino, debelo samo nekaj mikrometrov, kar pomeni, da lahko preko celotnega Langerhansovega otočka pogledamo 100 celic zanesljivo v notranjosti ali pa v delu notranjosti posamezne plasti teh celic. Hkrati potrebuje tak mikroskop namesto bele klasične svetlobe iz žarnice močne vire iz laserjev, ki imajo zelo čisto valovno dolžino, ki je potem sposobna vzburiti naše barvilo,
ki je občutljivo na koncentracijo kalcija in fluorescira v odvisnosti od koncentracije kalcija. Potem pa te signale fluorescentne zaznavajo posebni detektorji, ki so seveda veliko bolj občutljivi od človeškega očesa in so predvsem sposobni veliko slik na časovno enoto tudi posnet in shraniti, tako da lahko na video, ki si ga predvajamo, vidimo recimo nekaj sličic na sekundo in s tem tudi izluščimo dinamiko spreminjanja koncentracije kalcija. Torej, tako kot gre inzulin gor in dol, kot sem prej razlagal, tako se znotraj celična koncentracija kalcija v celicah beta spreminja praktično 1:1. Torej, ko se zviša koncentracija kalcija, je to signal za celice beta, da izločijo inzulin in mi lahko preko svetlobnega signala določimo, kako se je koncentracija kalcija v celicah spreminjala. Zašla sva zelo na področje znanosti, raziskovanja, ampak vseeno nam povejte, v čem je pa največji izziv tovrstnega preučevanja delovanja trebušne slinavke, pa seveda delovanja hormona inzulina, izločanja hormona inzulina in sladkorne bolezni? Torej, če bi mi to vprašanje postavili tam okrog leta 2010, ko sem bil globoko sredi svojega doktorata, bi rekel, da je največja težava uspešno pripraviti tkivno rezino in jo pobarvati tako, da bo zmeraj to delovalo. No, ta eksperimentalni postopek smo optimizirali do te mere, da zdaj praktično vsak dan, ko se lotimo eksperimenta, to deluje. Tako da je danes verjetno glavni izziv v tem, kako čim bolj uspešno in učinkovito analizirati te velike časovne vrste podatkov in katere parametre delovanja celic beta pravzaprav proučevati in izluščiti ključne razlike med zdravimi in tistimi, ki prihajajo iz miši ali pa tudi človeških bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 2. Prav tako pa je vsebinski, če pozabiva za trenutek te tehnične izzive, vsebinski vidik ali pa ključno vprašanje to, kdaj v poteku sladkorne bolezni se doseže točka, ko tudi hujšanje več ne bo pomagalo, ko torej sladkorne bolezni ne moremo pozdraviti. Kajti, če želimo učinkovito prenesti sporočilo pacientom, da bodo v primeru, da shujšajo, lahko pozdravili svojo sladkorno bolezen, potem bi bilo zelo dobro vedeti, katerim to lahko obljubimo in katerim ne. In zdaj klinične raziskave so uspele pokazati, da če se lotimo hujšanja ali pa povratka telesne mase na tako telesno maso, kot so ljudje imeli recimo v času srednje šole ali pa na začetku dela, ob vstopu na trg dela, če to naredimo nekje do 4 leta po diagnozi sladkorne bolezni tipa 2, da bo nekje 80% bolnikov, torej 4 od 5 lahko vsaj za nekaj mesecev ali let popolnoma pozdravilo svojo sladkorno bolezen. Če to storimo pri tistih, ki imajo diagnozo 8 let ali več, je takšnih že samo 50% ali celo manj. Ampak tudi tukaj je seveda zelo velika heterogenost. Kdo je tisti eden od 5, ki imajo bolezen samo 2-3 leta, pa to ne bo delovalo? In kdo je tisti eden od 2, pri katerem bo to delovalo ne samo po 8 letih, ampak celo po 20 letih po diagnozi ali več. In tukaj so mišji modeli seveda zelo učinkoviti, ker lahko za razliko od človeških študij mi pač miši prisilimo, da gredo vse na kalorično restrikcijo, pri čemer jih imamo predtem zelo jasen čas na tej dieti in tudi zelo jasno poznamo, kako dolgo sladkorno bolezen imajo. In kar je še seveda velika prednost, mišje življenje traja približno 100 tednov, človeško 100 let, tako da bi lahko rekli, da mišja, ta biološka ura teče nekje z hitrostjo 1 teden je 1 leto, kar pomeni, da lahko mi v nekaj tednih sladkorno bolezen povzročimo in jo potem tudi v nekaj dneh ali v 1 tednu pozdravimo in potem v nekaj mesecih dobimo merljive rezultate. Pri ljudeh pa te študije nujno trajajo seveda več let ali celo desetletij. Doktor Stožer, če se dvigneva iz mikroskopskega nivoja vaših raziskav na ta makroskopski nivo, kako bi lahko vaša dognanja prispevala k novim oblikam terapije za sladkorno bolezen? Prva stvar je, da seveda lahko boljše pojasnimo ali razumemo delovanje nekaterih že uveljavljenih zdravil. Torej, če mi na naše celice beta, da grobo rečem, polijemo preomenjeni GLP-1
ali neko zdravilo, ki deluje na podoben način kot GLP-1, lahko vidimo, kaj vse točno se v teh celicah zgodi. In že kar nekaj časa se je vedelo, da ta GLP-1 ojača kalcijeve signale in to povzroči več izločanja inzulina, ampak kar smo pokazali in ni bilo toliko znano, preprosto zato, ker niso imeli takšnega eksperimentalnega modela, je, da prisotnost GLP-1 zelo dobro pripravi celice beta, da se bodo hitreje in bolj burno odzvale na glukozo, ko pride. In to je zelo v skladu z fiziološkim delovanjem tega hormona, ki se iz stene črevesja sprošča in gre v celice beta in jih nekako opozori, da prihaja hrana. In to smo potem na eksperimentih na celicah beta tudi jasno potrdili. Približno 2-krat več celic in 2-krat bolj, lahko rečemo, se odzovejo v prvih nekaj minutah po draženju z isto koncentracijo glukoze v primerjavi z protokolom, kjer recimo agonista GLP-1 nismo imeli zraven. Po drugi strani pa lahko z boljšim razumevanjem tega, odkot točno kalcij pride, skozi katere kanale gre v celico beta ali pride tudi morda iz nekih znotraj celičnih rezerv, iščemo nove terapevtske tarče. Ker tudi ni vsak kalcij enako varen. Če pride kalcij v celico beta, je zelo ključno, da tudi gre spet ven iz celice beta, kajti zvišana koncentracija kalcija dolgoročno v celicah beta lahko vodi v propad teh celic in je lahko kontraproduktivna. Tako da je treba tukaj biti zelo previden. Če pa greva še en korak nazaj, torej živalski model, ki sem ga že tolikokrat omenjal, pa ima to prednost, da lahko zdaj, po 8 tednih recimo sladkorno bolezen zanesljivo pozdravimo z kalorično restrikcijo pri vseh živalih. V prihodnjih letih pa si obetamo, da bomo pogledali, koliko je ta pristop uspešen po 12 tednih ali po 24 tednih ali še po daljšem času. Zato da bi ugotovili, kako se ta delež uspešnosti povratka spreminja v odvisnosti od trajanja sladkorne bolezni. Predvsem pa lahko mi pri miših že sproti merimo cel kup drugih parametrov, hormonov, koncentracije glukoze, koncentracije inzulina, gledamo, kaj se dogaja z občutljivostjo na inzulin v različnih tkivih in na tak način potem predlagamo določene nove pristope tudi za klinične študije na ljudeh. Kaj bi lahko bili nekateri zgodnji znanilci tega, da recimo se bo najprej sladkorna bolezen sploh razvila in kaj bi lahko bili tisti, ki kažejo na to, da ne bo več povratna z nekim preprostim ukrepom, kot je kalorična restrikcija. Najin pogovor je prišel v zadnji del. Še prej, pred zaključkom, bi vas pa vprašal še tole vprašanje o trebušni slinavki. Strokovnjaki namreč opozarjate, da vedno več ljudi zboli za rakom trebušne slinavke. Ali so tu kakšne povezave med endokrinim in eksokrinim delom? Da, torej povezava je obojesmerna. Če ima človek sladkorno bolezen tipa 2, je to dejavnik tveganja za to, da bo razvil raka na trebušni slinavki in obratno. Če ima nekdo raka na trebušni slinavki, obstaja večje tveganje, da bo razvil sladkorno bolezen tipa 2. Zakaj je temu tako, še ne vemo dokončno, je pa nekaj zanimivih idej. In če začnem z povezavo med sladkorno boleznijo tipa 2 kot recimo vzrokom in rakom kot posledico, bi rad najprej izpostavil to, da se endokrini del nikakor ne nahaja znotraj trebušne slinavke kot eno enotno področje vseh celic beta, ampak imamo v človeški trebušni slinavki približno 1 milijon takšnih majhnih otočkov, Langerhansovih otočkov, ki so dobili ime otočki zato, ker dajejo vtis pod mikroskopom otokov v morju eksokrinega dela. In celice, ki obdajajo endokrine celice, torej eksokrine celice, iz katerih se rak razvije, so izpostavljene lahko zelo visokim koncentracijam inzulina, potem, ko se endokrini del stimulira in začne izločati inzulin. Inzulin pa poleg vseh ostalih učinkov deluje tudi kot zelo pomemben rastni faktor in spodbuja tudi celice k delitvam. In vemo, da vedno, kadar se celice bolj intenzivno delijo, to pomeni neko večje tveganje za razvoj raka. In ideja je, da torej pri sladkorni bolezni tipa 2 pride do prekomerne aktivacije Langerhansovih otočkov in izločanja inzulina. Te visoke koncentracije inzulina pa naj bi na okolišne tkivo delovale tako, da povečujejo torej delitev teh celic, morda zmanjšujejo verjetnost, da bodo te celice umrle in to vse pomeni večje tveganje za razvoj raka. Prav tako je tu zanimiva povezava med celicami beta in temi celicami izvodili, iz katerih se v resnici največkrat rak razvije, kajti celice beta embrionalno gledano
izvirajo iz teh celic, torej se iz njih v obdobju razvoja trebušne slinavke v maternici med intrauterinim življenjem iz njih razvijajo in mogoče je tudi tu neka genska povezava, da grejo podobni mehanizmi, da so tudi duktalne celice morda občutljive na nekatere dejavnike, na katere so občutljive tudi celice beta. Drug tak možen dejavnik je sama glukoza. Visoka koncentracija glukoze naj bi delovala podobno na eksokrine celice, iz katerih se razvije rak. In še nek tretji dejavnik pri diabetesu tipa 2 je stanje kroničnega vnetja, ki prav tako povečuje tveganje za razvoj raka, ne samo trebušne slinavke, ampak tudi nekaterih drugih rakov. Če pa pogledamo obratno smer povezanosti, torej ko se začne razvijati rak v trebušni slinavki, ta rak izloča številne dejavnike v okolišne tkivo, ki dosežejo tudi endokrine celice. Temu pravimo paraneoplastično delovanje, torej neko delovanje, ki spremlja neko neoplazijo ali novotvorbo, in ti dejavniki, nekateri hormoni, naj bi v visokih koncentracijah potem delovali na okolišne otočke in zmanjšali njihovo delovanje. Pravijo celo, da če se pri človeku pojavi na novo sladkorna bolezen tipa 2, precej na hitro, skupaj recimo z pomanjkanjem apetita in shujšanjem, da naj bi to zdravnike spodbudilo k temu, da še posebej pri teh bolnikih preverijo, ali se morda v trebušni slinavki ne razvija kak rak. No, druga stvar, ki jo je pa treba omeniti pri ta drugi smeri povezave, torej med rakom in sladkorno boleznijo, pa sva ta, da po zdravljenju raka gre tipično za to, da se zmanjša masa trebušne slinavke zaradi odstranitve tistega prizadetega dela, kar lahko potem zmanjša maso funkcionalnega tkiva na polovico ali še manj v nekaterih primerih. Pri nekaterih ljudeh se odstrani tudi trebušna slinavka v celoti, tako da ti ljudje seveda potem imajo sladkorno bolezen. Veliko pogostejša, pa velikokrat tudi precej huda, je bolezen, ki pravimo vnetje trebušne slinavke ali pankreatitis, ki ima svojo akutno in kronično obliko. Ti dve sta predvsem v povezavi tudi z debelostjo, z uživanjem alkohola, z žalčnimi kamni, in tudi tukaj obstajajo oboje smerne povezave. Torej, sladkorna bolezen je večji dejavnik tveganja za razvoj pankreatitisa in pri nekom, ki doživi vnetje v eksokrinem delu, je potem seveda tveganje, da se bo razvila sladkorna bolezen. In naš eksperimentalni pristop, kjer imamo v preparatu hkrati eksokrino tkivo in endokrino tkivo, je pravzaprav najbolj primeren za proučevanje teh povezav, ker ko stimuliramo endokrini del, hkrati vidimo, kaj se dogaja z eksokrinim in obratno. Če damo neko substanco, na katero se odzove eksokrini del, lahko takoj vidimo, ali se morda tudi endokrine celice kakorkoli odzovejo. Ne samo, da je kompleksna trebušna slinavka, cel človeški organizem je kompleksen. Ja, morda lahko zato mislijo, zdaj se naveževa tudi na sam začetek, kajti ta kompleksnost, predvsem shranjevanja energijsko bogatih molekul, dolgo časa ni bila razjasnjena in zato se je zdelo, da je sladkorna bolezen tipa 2 pravzaprav družina različnih bolezni. Danes pa se zdi, da gre za to, da je ta ključni dejavnik en sam, ki pa deluje na genetsko heterogeno populacijo ljudi. In če zelo poenostavim, pri dolgo časa povečanem kaloričnem vnosu ali pozitivni kalorični bilanci se začne kopičiti presežek te energije v obliki maščevja. In pri nekaterih ljudeh je skorajda neskončna sposobnost shranjevanja tega odvečnega maščevja v obliki podkožnega maščevja. To podkožno maščevje je presnovno precej zdravo, dajmo reči. Torej nima nekih zelo jasnih negativnih posledic za zdravje, za srčno-žilni sistem, za trebušno slinavko, jetra in tako naprej. Pri nekaterih, to je verjetno v veliki meri genetsko določeno, pa se zelo hitro, popolnoma zapolni ta rezervoar podkožnega maščevja in potem mora iti maščevje nekam drugam. In se začne kopičiti v trebuhu in v nekaterih trebušnih organih. In temu pravimo tudi odlaganje maščevja na nepravih mestih ali ektopično maščevje, predvsem v jetrih, v skeletnih mišicah, pa tudi v sami trebušni slinavki. In na teh mestih maščevje začne prej ali slej motiti delovanje teh organov. Drugi, taki zelo pomemben genetski dejavnik je, da pri nekaterih ljudeh, že potem, ko imajo zelo veliko maščevja, lahko tudi zelo veliko visceralnega maščevja na ektopičnih mestih, vseeno ne pride do sladkorne bolezni, ker preprosto niso tako dovzetni ali občutljivi na učinke tega ektopičnega maščevja v trebušni slinavki na celice beta. In bi lahko tudi z 200 kg, recimo 200 let, živeli teoretično brez sladkorne bolezni. No, pri nekaterih drugih pa so te celice beta izrazito občutljive že na majhne količine ektopičnega maščevja,
maščevja in se lahko že pri razmeroma mladih, niti ne nujno zelo debelih ljudeh, pojavi sladkorna bolezen tipa 2. In tukaj bi čisto na koncu še rad povedal, ne, da je ta debelost seveda zmeraj populacijsko opredeljena z indeksom telesne mase in tako naprej. Vedno bolj pa se uveljavlja koncept individualne meje za debelost, ki je nekako logičen, glede na to, kar sem povedal. Če imamo genetsko sposobnost za skladiščenje podkožnega maščevja majhno in če so naše celice beta zelo občutljive na že najmanjšo količino ektopičnega maščevja, potem smo za sposobnost svoje trebušne slinavke lahko debeli, že čeprav nismo debeli z vidika populacije. Torej, že pri indeksu telesne mase, ki pade v normalno območje, je nekdo, ki se je za 3-4 kg zredil, recimo, da je pri 1,80 m imel 65 kg, potem pa jih ima 70, ima še zmeraj normalen indeks telesne mase, ampak 5 kg preveč in s tem sladkorno bolezen dobi. Ampak tudi tu je nekaj zelo razveseljivega, ne, iz študij, da če tudi tak človek, ki torej ni debel, shujša za 6, 7, 8 kg, lahko prav tako pozdravi sladkorno bolezen. Doktor Stožer, kaj nam študije in pa znanje o sladkorni bolezni, o trebušni slinavki lahko povejo o človekovem razvoju, o razvoju medicine, o sodobnem življenjskem slogu, ki je bolj ali manj sedeč pri največji večini ljudi? Katero je tisto najbolj pomembno sporočilo? Ja, to je vprašanje za približno še 1 uro pogovora. Če bi zelo poenostavil, zdi se, da je naše telo kot nek zelo sofisticiran biokemijski stroj izrazito neprilagojeno na okolje, v katerem se več ni treba gibati in v katerem je na razpolago zelo veliko dostopne, energijsko bogate hrane. Torej, fino je, ne, če na to mislimo in vseeno se gibljemo, predvsem pa omejujemo svoj kalorični vnos. Torej, v preteklosti so ljudje veliko več hodili peš, tekali, lovili živali, potem delali na polju, ne, v industrijah, ko so se začele razvijati, prav tako je hrana bila energijsko manj gosta. In vrnitev v tak način življenja seveda ni na vidiku, zato pa je zelo ključno spremljati raziskave in razumeti, ne, da je ta pozitivna kalorična bilanca glavni dejavnik tveganja za veliko večino v bistvu nenalezljivih bolezni. Druga stvar, ki je pa mogoče bolj zanimiva, pa je, da seveda tudi ko pride do sladkorne bolezni, to ni nepovraten proces, še boljše je, če začnemo že preden pride do sladkorne bolezni, ampak tudi ko se razvije, lahko z izgubo telesne mase to bolezen pozdravimo. Hkrati pa smo se iz razvoja zdravil v zadnjih 60 ali 70 letih naučili, ne, da nekje v naravi čaka še morda zelo veliko substanc, ki bomo jih lahko v direktni obliki ali pa v malo preoblikovani obliki uporabili za zdravljenje sladkorne bolezni. Torej, prej omenjeni GLP-1 agonisti, ne, v resnici izvirajo iz strupa enega zelo simpatičnega kuščarja, ki se mu reče pošast gila in ki ga lahko, vsaj zdaj tako po spominu, najbližje vidi vsak v hiši morja na Dunaju. Prav tako je cel kup drugih zdravil, ne, danes se sploh nisva dotaknila, inhibitorjev reabsorpcije glukoze v ledvicah, prav tako naravnega izvora, ne, pride od florizina iz lubja jablan. In tudi to je nekaj zelo zanimivega, ker veliko ljudi v današnjem času se zelo rado zateka k nekim naravnim preparatom, ki so velikokrat zelo slabo potentni, neprečiščeni in tako naprej. Pa vendar je velika večina zdravil, ne, za zdravljenje sladkorne bolezni prav tako v izvoru naravnega porekla. Dr. Andraž Stožer, hvala lepa vam za razlago in odgovore na vprašanja. Hvala za vabilo, z največjim veseljem, pa še kdaj. Lep pozdrav. Prav gotovo še kdaj, nasvidenje, srečno. Oddajo smo pripravili Andraž Stožer, Max Pust, Mirta Berlan in Iztok Konc. Glasove svetov že najdete na spletni strani Arsa, med podcasti in v aplikaciji Radio Player.